Dragi otroci, lepo pozdravljeni. Danes vam bom prebrala pravljico z naslovom 9 minut sončnega zahoda. Čas je najlepše darilo, ki ga lahko nekomu podarimo. Nekega zgodnjega jutra je ptiček Oli posedal na veji in med petjem razmišljal, zakaj tudi on ne najde svoje ptičice. Gregorjevo dan, ko se ptički ženijo, je že mimo. Še eno leto je minilo, Oli pa še vedno ni uspel osvojiti nobene ptičice. Vse, ki lepo pojejo, so že oddane, se je zamislil. Ja, morda si pa preveč izbirčen, Oli, mu je dejal prijatelj Oto. Morda ne dvoriš dovolj. Morda tudi tvoj glas ni všeč drugim ptičicam. In pa kako, da jim ne bi bil všeč moj glas? Saj pojem tako, da bi še angelčki poslušali. Oli, morda pa previsoko letaš, mu je dejal prijatelj Oto. Mogoče pa mi ljubezen ni usojena. Moram se sprijazniti, da bom preostanek življenja letal in prepeval sam. Ja, kaj pa ptička Sija, ki si dvoril prejšnjo pomlad? Ja, bila je zelo lepa, vendar sem predolgo odlašal in tako se je poročila z drugim. Tudi ptička Pija je bila zelo lepa, vendar ni lepo pela. Najina glasova se nista ujela. Prijatelj Oli, zares si preveč izbirčen. Saj takšne malenkosti sploh niso pomembne, ko imaš nekoga resnično rad. Ko se boš zares zaljubil, ti bo tudi najslabše petje zvenelo kot najlepše petje in tudi najbolj grozen dež ti bo najlepše božal tvoja peresca. Oli še vedno poseda na isti vejici, sonce pa že počasi zahaja. Vsi prijatelji ptički so se že skoraj poskrili. Tik pred sončnim zahodom pa zagleda nekaj čudovitega, nekaj, kar mu prepreči odhod. Njegov radovedni kljunček se približa tej lepoti. Ves vzhičen opazuje ta krasna krila, ki jih božajo zadnji sončni žarki. Na vejici višje je ptičica, ki visi z glavo navzdol. Pritegnil ga je njen pogum, vendar to ni ptičica, temveč netopirka. Netopirji priletijo, ko sonce začne zahajati, ptički pa takrat že odletijo, zato se skoraj nikoli ne srečajo. Ampak tokrat je Oli imel srečo in spoznal lepo netopirko, ki mu je ukradla pogled. Je obnemel zaradi mraza ali zaradi strahu? Tudi sam ni vedel, kaj ga je doletelo. Mu je mar ukradla srce? Naslednje jutro je tako veselo prepeval in komaj čakal, da se sonce začne poslavljati. Malo nestrpen, a hkrati srečen je potrpežljivo čakal, da ponovno vidi netopirko. Tik pred sončnim zahodom je priletela in z nogami ovila vejico nad Olijem tako, da so se njuna krila dotaknila. Ta večer jo je končno govoril. Kako ti je ime, prelepa netopirka? Triksi sem, in kdo si ti? Jaz sem pa Oli. Ja, kje se skrivaš ves dan, Triksi? V bližnji kleti, kjer je hladno in temno. Sonce se je skrilo in ozračje ohladilo. Oprosti, Triksi, moram se odpraviti. Se morda vidiva jutri? Videl me boš ob istem času, na istem mestu, jaz pa te bom slišala, saj vidim malo slabše. Tako sta se pričela videvati na vejici cvetoče češnje. Ona na vejici višje, on na vejici nižje, kjer sta se njuna pogleda srečala. Edina smola je bila ta, da sta imela vsak dan za srečanje le 9 minut. Zanjo je prej prevroče, zanj pa kasneje prehladno. Oli je v 9 minutah odpel nekaj lepih pesmic zanjo,
ona pa ga je le očarano poslušala in opazovala. Njegovo petje je bilo še toliko bolj všeč, ker zelo dobro sliši in sama ne zna peti. Nato jo je ločilo nekaj dni slabega vremena in Oli je hrepenel po svoji netopirki. Prijatelj Oto ga je tolažil, da si verjetno nista usojena in naj se sprijazni, da se ne bosta več videla, da naj si raje najde kakšno ptičico, vendar je Oli vztrajal, da je ona prava. Je že res, da so iz popolnoma različnih svetov. Jaz pojem na vas kljunček, ona ne zna. Jaz sem pisanih barv, ona je črna. Jaz sedim na veji, ona visi z veje, ampak je posebna in moje srce je izbralo njo. Po nekaj dneh dežja je le posijalo sonce in vsi ptički so že veselo peli. Pridružil se jim je tudi Oli. Oli je zvečer ponovno srečal svojo netopirko, ki pa je bila zelo zaskrbljena. Veš, Oli, razmišljala sem, da naj bo vedno preganjal čas in da nikoli ne bova nerazdružljiva. Zelo sem žalostna, ker bova imela v dnevu le nekaj minut. Oli pa je zaljubljeno odgovoril. Res je, vendar bo to najlepših 9 minut. Zavedam se, da sva iz različnih svetov. Ti v 9 minutah vdihneš le enkrat, jaz pa velikokrat več. Jaz sedim na veji, ti visiš z veje. Ti obožuješ hladno in temno, jaz pa toplo in svetlo. Vem, da naj bo zmeraj ločeval preostanek dne. Ločili naj jo bosta tudi zima in jesen. Vendar poglejva to s pozitivne plati. Ta čas bova veliko bolj cenila, kot če bi ga imela na pretek, zato ga bova napolnila z najlepšimi spomini. Prav si imel, prijatelj Oto. Srcu se ne da ukazati, koga naj izbere. Vsak dan bom živel le za teh 9 minut. Čas je tako neizprosen in tako mineva, da je škoda obžalovati vsako minuto. Veš, Oto, čas je najlepše darilo, ki ga lahko nekomu podariš.